V akvariju v Tokiu se že pripravljajo na Valentinovo, saj so akvariji na Japonskem priljubljena točka za ljubezenske zmenke. Tako so morske živali v tem akvariju že uredili za tradicionalno prireditev. Morska vidra Haku že ima led v obliki srca. Morska leva Mau in Hati pa smrčki balansirata srca namesto žog. Tudi ribe so dobile svoje srčkaste motive. V Valentinovem tednu pričakujejo organizatorji kar 48.000 obiskovalcev na strešnem vrhu akvarija. V Egiptu so arheologi v piramidnem območju Gize našli do sedaj še neodkrito grobnico. Stoji na zahodnem pokopališču znamenite planote zahodno od Kaira. Po prvih izračunih naj bi bila stara več kot 4000 let, pripada pa ženski iz kraljevega rodu imenovane Hetpet. Bila je iz kraljevske palače v času 5. dinastije starega Egipta okoli sredine 24. stoletja pred našim štetjem. Grobnica ima značilne in dobro ohranjene stenske slike Hetpet, prikazane v različnih lovskih in ribolovnih prizorih ter kako prejema darove svojih otrok. Ta vikend je marsikje v Evropi in drugod sneg pošteno zagodel prebivalcem in povzročil mnogo težav. Tako je bilo tudi v Moskvi, kjer je zapadlo ogromno zelo mokrega in težkega snega. V soboto je v Moskvi zapadla več kot polovica mesečnega povprečja, skoraj 40 centimetrov. S tem je padel tudi rekord iz leta 1957. Zaradi snega je ena oseba umrla, več jih je bilo ranjenih. V Moskvi je zaradi snega polomljenih več kot 2000 dreves. Sneg je povzročil tudi številne izpade elektrike, prometne zastoje, zamude letov in mnogih drugih težav. Na stotine delavcev, ki jih je tja poslalo rusko ministrstvo za izredne razmere, sedaj pomaga odpraviti posledice. V središču Johannesburga so se zbrali protestniki, ki že nekaj časa s svojimi aktivnostmi pritiskajo na predsednika Republike Južna Afrika Jacoba Zumo, da bi odstopil. Državni afriški nacionalni kongres se je namreč danes sestal s predsednikom, da bi razpravljal o njegovem prihodnjem delu. 75-letni voditelj, ki je v zadnjem času povezan z več škandali, ne namerava prepustiti stola drugemu. Pojavlja se tudi vse več napetosti, saj se na ulicah srečujejo podporniki različnih struj.